In ja, veliko čeri vam je bilo tudi nastavljenih v vaši poslovni poti. Ampak ste zelo pogumno zapisali, da sem kljub mnogim slabim izkušnjam srečna, da sem izbrala tožilski poklic, zadovoljna z vsem, kar mi je prinesel. Opisujete tudi kar nekaj grenkih dogodkov, ki so bili javnosti zastrti, verjetno ste jih umilili, pa vendarle ste jih omenili. Grenki so vas utrdili, njihovim povzročiteljem želim sporočiti, vaš trud je bil zaman. Niste me zlomili, niste me zlomile. Vse, kar sem doživela in preživela, se je izplačalo in nisem klonila. Ja, tudi to je eden izmed naukov, ko se človek zamisli v svojem življenju. Nikoli niste klonili. Verjetno se vas ljudje še nekako najbolj spominjajo v zadnjem obdobju, ko ste bili varuhinja človekovih pravic. Ampak v prvo vam ni uspelo. Ne, in tudi to se mi je zdelo potem, ko sem razmišljala super. Takrat sem bila sicer žalostna, ker me je podprlo toliko ljudi, a veste, da si razočaran. Takrat sem pisala poslancem, koliko imam podpor, to jih je bilo tisoče, to je bilo toliko ljudi, da vam ne moram povedati, in nisem postala. Ampak sreči, da nisem, zato ker v tistih letih 6, ko jaz nisem bila varuhinja, sem napredovala do vrhovnega tožilstva, veliko sem še na področju belega obroča naredila, pa kluba Janinih Slovenk. Skratka, veste, vsaka stvar se da razložiti tako ali drugače. In potem sem zelo pripravljena, z več znanja, prišla z vrhovnega tožilstva za varuhinjo in o tem sem lahko pravzaprav zaključila 41-letno poklicno pot in sedaj sem pro bono svetovalka pri predsedniku, torej s tem znanjem, z vsem. Če bi pa dovolj zgodaj postala, pa ne vem, bi se morala najbrž še vrniti nazaj na tožilstvo, ker mandat mi je miroval tudi sedaj. Jaz bi lahko bila sedaj še vedno vrhovna tožilka, ampak sem se mandatu odpovedala, ker se mi je zdelo, da je čisto dovolj, da se ne vračam. Jaz se zelo nerada vračam nazaj, tudi nisem več predsednica belega obroča. Ko sem postala varuhinja, sem vse te funkcije, ki bi mi jih lahko očitali, da, veste, si za eno nevladno pristranski pri drugih, vse opustila. Torej, s položajem varuhinje 23. februarja 13 sem predala predsedovanje belega obroča, predsedovanje kluba Janinih Slovenk in sem bila samo še varuhinja. Je bil pa heca, veste, ljudje, kako si zamišljajo službo varuhinje, mi je enkrat rekel, ampak vse ste še tožilka, ne, sem ka samo varuhinja. A ja, jaz sem mislil, da ste dopoldne tožilka, popoldne pa tako varuhinja. Ne, sem ka, veste, kakšna funkcija je. Pa pravi, a ja, pa niste sami tam. Sem ka, ne, to je 40 ljudi. Ja, kaj pa pol delajo? A veste, ljudje si ne predstavljajo institucije, kaj pomeni, koliko pošte dobiš, koliko vsega, to je šlo v 20 000 pošt letno, nastopov, dogodkov. Jaz sem imela tudi po 5-6 na dan kot varuhinja, in recimo mislijo, da je to tako, mal bypass, za zraven opravljaš. Tako da ljudje pač razmišljajo v okviru tega svojega znanja, ki ga imajo vedenja, tako da jim nisem zamerila, ampak sem skušala povedati, da je to resna funkcija biti varuhinja, da imaš tako odgovornost, toliko delaš. Jaz sem tudi tam delala vse nedelje. Sobote sem imela proste, nedelje pa ne. No, kot varuhinja človekovih pravic ste verjetno pridobivali, kot ste sami rekli, veliko pisem, podpore, pa tudi morda kakšna vprašanja, ki jih morda niste mogli ali pa znali razrešiti. Še danes z varuhom človekovih pravic, pa tudi v minulih obdobjih, niso vsi zadovoljni. Spominjam se, mislim, da ste v knjigi zapisali ali ste mi povedali, da ste šli na obisk tudi v eno šolo, ko so vam rekli, ja, še ena, ki je prišla na oglede. Ja, veste, to je bil pa skoraj eden prvih dogodkov. Vem, da je bil marec, zato ker 21. marca je svetovni dan Downovega sindroma in takrat jaz sem pa februarja konec začela, 25. je bil moj prvi službeni dan. No, in sem šla res v šolo Ljudevita Pivka na Ptuju. Pač malo predtem sem videla en prispevek, kako pravzaprav je tam vse uničeno, kako bi radi novo šolo. Še zdaj bi se lahko narisala, sicer rišem zelo slabo, ampak točno vem, kako je izgledala fotografija te šole. In jaz tja pridem in seveda so sprejeli nas zelo lepo, ampak stavek, ki so mi ga pa povedali, me je pa zelo prizadel. In sicer so rekli, veste, saj niste prvi tukaj, tukaj je bilo že veliko, tudi predsedniki so bili, pa marsikdo od politikov, ampak nikoli se pa nič ne zgodi.
Jaz pa, veste, težko prenesem nekaj, da bi rekla, da sem čist brez haska, da delam, da ni nobenega rezultata mojega dela. In ko sem prišla nazaj k varuhu, sem rekla tako, zdaj se bomo pa mi zagrizli v to, da bo ta šola zrasla. Seveda so bili tudi kakšni proti, so rekli, pa se to ni naša naloga in to. In jaz sem sklicala vse župane, 16 občin, vem, da je bilo okrog Ptuja, eni niso želeli dati denarja, zato ker niso imeli otrok v tej šoli. Torej so rekli, ko jih bomo imeli, rabili, bomo prispevali. Ampak se veste, kako zgraditi šolo, če ni dovolj denarja. In takrat sem poklicala, vem, da je bil minister Pikalo in je prišel en njegov sekretar zadolžen za finance in sem izsilila pravzaprav, da smo pri nas podpisali aneks k pogodbi o gradnji. Zato, ker nisem več verjela, da bojo dali denar. Župani so rekli, ne bomo mogli graditi, potem oni so rekli, bomo dali, seveda bomo, ampak nikoli ne veš. In takrat vem, da so mi nekako učitali, da to pa ni naloga varuha. Ampak gledajte, šola je zrasla in sem šla na otvoritev, smo prerezali trak. Vem, da je ena gospa Reva celo umrla, ki je bila predstavnica sveta staršev in da so mi takrat to povedali, ki je zelo me obveščala, kako gradnja poteka. Vsi ti otroci so bili tam, meni so bili otroci s posebnimi potrebami izjemno pri srcu. Ko sem napisala namreč drugo knjigo, leta 2006 sem potovala v VDC Draga, delovni center Draga Ig, in tam sem jaz prvič v življenju videla take otroke in odrasle. Jaz nisem mogla verjeti, da jih je preko 300. In ko sem to videla, sem z njimi navezovala neke stike, obiskovala jih, vsako leto smo jih obiskovali, no in zato pravzaprav so me tudi na Ptuju pritegnili. In smo uspeli, gledajte, mogoče je bilo nekaj, česar niso bili vajeni, da se pri varuhu podpiše aneks pogodbi. Ampak jaz nisem več zaupala nikomur, jaz sem rekla, če ne vidim podpisa, ne vem, če bo šola. In je bila. Zanimivo je, da je pri nas nekako najbolj bila oziroma je znana tako imenovana črna magija. Kako se zaščititi pred njo? Ja, zanimivo. Torej, zakaj je sploh magija označena za črno magijo? Torej, magija je na nek način bila vedno konkurenčna religiji, ne? Zakaj? Zato, ker religija pravi, naj se zgodi Božja volja, magija pa pravi, naj se skozi mene zgodi Božja volja, torej jaz podpiram, jaz naredim, Božja volja me pa podpira pri temu in tu imamo potem tisti rek, naredi sam in Bog ti bo pomagal. In pol ni več potrebe pred to črno magijo. Seveda, pred črno magijo ni prave zaščite. Vsaka zaščita, ki jo lahko kupite preko spleta ali pa na teh sejmih, je začasna. Torej, največja zaščita pred črno magijo in uroku je čistost delovanja, etičnost, biti prečiščen od vseh obsojanj, užaljenosti, jeze, ljubosumja, od vseh teh agresivnih čustev, ko si od vsega tega osvobojen, ti nihče ne more narediti škodljivo magijo, rečemo temu črna magija. Torej, to je to. Jaz nimam nobene zaščite, moja zaščita je etično delovanje, jasno delovanje, v dobro ljudi, ne borim se proti nečemu, kar je slabo, ampak se borim za tisto, kar je dobro. Namreč, če se boriš proti nečemu, to potem krepiš, daješ energijo. Če pa se boriš za nekaj, kar je dobro, pa temu namenjaš energijo. Zelo enostavno. Sicer pa obstajajo torej, v različnih magijah, torej od ljudske najbolj enostavne magije do visoke magije, obstajajo tudi rituali zaščite, ampak ta ritual pravzaprav ljudem, tudi če bi ga razložil, ne bi popolnoma nič pomenil zaradi tega, ker če to ne razumeš, če to nisi izkusil, če nisi v povišenem stanju zavesti, tega ne razumeš in tudi ne moreš uporabiti in je to potem samo luškana zgodbica, ki jo prebereš, pa se lahko nasmejiš, lahko se je pa ustrašiš. Torej ljudje se bojijo potem tega. Praviš v povišenem stanju zavesti. Mislim, da nas je kar veliko, ki to nismo ali pa ne poznamo poti do tja, ampak ti na tvojih delavnicah, predavanjih, kolumnih, člankih govoriš in pišeš tudi o tem. Ozaveščaš in daješ
pravzaprav neke vrste smernice, napotke, kako pa vendarle lahko postopoma pridemo tudi na višjo raven, v neko tako imenovano tretjo dimenzijo sveta. Ja, torej najprej mogoče samo, kaj je višja raven zavesti. Višja raven zavesti se zgodi, ko se prenehajo misli ali pa izginjajo, ko prenehamo zaznavati z našimi petimi čutili, ko smo obrnjeni navznoter in potem imamo popolnoma, temu lahko rečemo, najbližje bi bilo praznina, v tej praznini pa lahko dobimo odgovore, lahko zaznavamo, to so misli povsem, tisto, kar želimo razdelati, je povsem jasno, ni obremenjeno z našimi željami, z našimi hrepenenji, z našimi obsojanji ali pa karkoli. To je povišeno stanje zavesti. Seveda obstaja ogromno tehnik, meditacijskih tehnik, pa raznih drugih postopkov, s katerimi pridemo v povišeno stanje zavesti, ampak povišeno stanje zavesti pridemo tudi, kadar nas, ne vem, potegne recimo sprehod v gozdu, pa se usedemo, pa kar naenkrat nas odnese, pa ne obstaja nič druga. To je povišeno stanje zavesti. Povišeno stanje zavesti se dogaja recimo ženski, ki rojeva. To je drugo stanje zavesti, to ni normalno stanje zavesti. Ne? Povišeno stanje zavesti se recimo, v tem ljudje malo razmišljajo, recimo pri spolnosti orgazem, to je najvišja stopnja zavesti in mnogi ljudje, ne, drznem si to reči, mnogi ljudje božansko spoznajo preko tega, torej preko spolnosti. Povišeno stanje zavesti dobimo tudi po vsej verjetnosti, če bi ljudje dobili na loto 1 milijon evrov, bi nekaj trenutkov bili v povišenem stanju zavesti, se sploh ne bi zaznavali tega okrog sebe, ampak bi bili vzhičeni. Ne? Torej, povišeno stanje oziroma prej spremenjeno stanje zavesti dobimo tudi preko drog, preko gobic, preko ajovaske, to jaz sem sam šel skozi te procese v deževnem perujskem pragozdu. Povišeno stanje zavesti dobimo tudi čisto enostavno. Nekdo spije liter šmarnice in je v povišenem stanju zavesti, se takrat misli ne delajo, takrat ne zaznava dobro in takrat je v nekem svojem svetu. Seveda, večina tega, kar sem naštel, torej uporaba nekih snovi, uporaba alkohola in tega nas ali pa trave nas odpelje v drugo stanje zavesti, vendar je to škodljivo. Zaradi tega je potrebno se ukvarjati z nekimi naravnimi metodami, kot so meditacije in tako naprej, da pridemo v povišeno stanje zavesti. Seveda, en del tega, torej tam, kjer uporabljamo tehniko, se lahko pridemo v povišeno stanje zavesti, potem to je horizontalno uravnavanje in pridemo v neko drugo stanje, imamo pa še vertikalno, to vertikalno pa dosežemo s tako imenovano kultivacijo oziroma da postaneš boljši človek. Torej, da živiš v spravi, da živiš v tem, da sprejemaš vse ljudi takšne, kot so, da jih ne obsojaš in tako naprej. In ko to ozavestiš, ko to trajno počneš in ko si naravnan v to, kaj jaz lahko svetu dam, ne kaj lahko dobim, torej nisem več grabežljivec, ampak sem tisti, ki daje, in še tega bi lahko še veliko naštevali, potem pa se pa zavest dviguje. In takšni ljudje, ki dvignejo svojo zavest, oddajajo podpis te energije v okolje in so pravzaprav koristni za družino, za službo, za povsod. Takega bi lahko v službo postavili samo, da sedi nekje, pa da širi zavest, pa ga plačevali, pa bi imela firma koristi od njega. Ne? Ampak Svetlana Makarovič, ki je znana po tem, da je eno od svojih nagrad zavrnila, drugo seveda sprejela, ogromno nagrad dobila od publike, se pa vas je dotaknila? Jo, seveda. Ste se res zaročili z njo? Absolutno. A ne verjamete rumenim tiskom? A jim gre verjeti? Ja, jaz jim verjamem, če jim pa vi ne, je pa to vaša stvar. Ja, zaročila sva se v intervjuju. Menda, to sem potem tudi iz medijev izvedel, da me toži zaradi očetovstva. Tako da drugače pa Svetlano sva prijatelja, skupaj sva potem tudi, potem ko sem jo imitiral v oddaji Znan obraz ima svoj glas, me je tudi povabila k sodelovanju, sva
sodelovala v njeni predstavi, tako da imam zelo lepe spomine na to sodelovanje. In ja, izjemna umetnica, ženska brez dlake na jeziku, ki ima zelo, zelo rada mačke, včasih pa sovraži ljudi in tukaj je, bom rekel, zelo posebna in mene absolutno je prepričala v vseh pogledih. Tako da sem zelo vesel in hvaležen tudi življenju, da lahko spoznam take ljudi, take umetnike, se z njimi podružim, se z njimi pogovarjam, jih opazujem. Ne? Tako da se mi zdi, da je to tako, kar srečen. Človek od takih ljudi tudi srka in sebe bogati, kaj ne? Seveda, absolutno. Zavedno in nezavedno. Tako da... A ona je nocoj z vami? Svetlana Makarovič je, ona je vedno, se sva zaročena, pa meni, da mora vedno biti z mano. Tako da, če Artač ne bo več kaj pametnega povedal, mi je začela odgovarjati, ampak z zelo kratkimi stavki. Zelo kratkimi stavki. Kaj vi menite o nagradah? Velikokrat ste prejeli nagrado občinstva, to prejemate praktično vsak dan. Ampak ta ni tako vidna, otipljiva, verjetno je čutna, jo bolj čutite na drugi strani, kot neka povratna informacija ali občutek nazaj. Ampak Ježkovo nagrado, sicer niste prinesli s sabo, malo eno drugo, ste prejeli, ker je veliko priznanje za satiro, za humor, za vaše delo že zelo zgodaj, kaj ne? Ja, Ježkovo nagrado sem zelo dobil kot zelo mlad. Kar se, po eni strani se mi zdi to dobro, zato da dobiš nek še dodaten zagon, tudi odgovornost. In tudi, bom rekel, da mi veliko to pomeni, da je recimo komisija, ki podeljuje Ježkovo nagrado, prepoznala kvalitete že zelo mladega človeka. Ne? Da dobiš nagrado tam na stara leta, se mi zdi, da imaš več od nje, če jo dobiš kot mlad. Tako da se mi zdi to zelo dobro, zelo modro strani tistih, ki podeljujejo nagrado in sem pa seveda bil zelo vesel nagrade, velika čast, da sem jo prejel in se trudim vedno opravičiti to, da sem jo dobil in se trudim in se bom seveda trudil še naprej. To je smisel tega. Ne? Kako radi rečejo, dobiti nekaj nagrad, to mi je spodbuda za naprej, zaveza za naprej, hvaležnost za nazaj. Ne? Tako. In ja, trudite se v tej smeri, seveda. Verjetno vam je dala en zagon, en zalet tudi ta nagrada, ne? Potrditev. In nagrada, in tudi vsak komentar, vsaka pohvala ljudi, ko vidiš, da jim je všeč to, kar počnemo, da ljudi nasmejimo, ker v prvi vrsti nam je to najbolj pomembno. In da vidiš, da gledajo oddajo tako mladi kot tudi stari. In to je tudi, se mi zdi pa največja nagrada, ne? Da vidiš, da ljudi nasmejiš, da jih spraviš v dobro voljo, ker pač očitno je to moje poslanstvo, ne? V življenju in pač to počnem. Eno pa ste prinesli s sabo, nagrado namreč, ne? Butenskala. Tako, Butenskala oziroma Orion nagrada je to, kategorija pa je Butenskala. To nagrado sva prejela z Igorjem Bračičem letos kot tandem Mala terasa za seveda delovanje na področju satire. Tako da tudi ta nagrada mi zelo veliko pomeni, zato ker je kategorija Butenskala. Same Butenskale radijske igre sem velik fan in ko sem zvedel za to nagrado in zvedel za kategorijo Butenskala, mi je bila tudi ena taka velika čast in mi je ta nagrada zelo ljuba, tudi zaradi, kot sem rekel, same radijske igre. Ogromno sem preposlušal to radijsko igro Emila Filipčiča in pa Dergija. Meni je to ena taka fantastična stvar, radijska igra, ki je neka unikatna zadeva na slovenskem prostoru. No. Tudi strip je zdaj nekaj let nazaj nastal in je tudi fenomenalen. Dergi ga je narisal in je zelo dobra zadeva in meni tudi zelo blizu, ker v tej Butenskali v bistvu sta ona prva
ena od tistih, ki so začeli z imitacijami, ki sta začela ustvarjati neke like, ki so fantastični in tudi kasneje in še danes te liki nekateri nastopajo v oddaji Radio Gaga, kjer jih je prevzel Sašo, ne? Skupaj so tudi sodelovali v oddaji Radio Gaga nekaj časa z Emiljem Filipčičem. Tako da je to nek del tega, kar tudi jaz počnem. Ne? Veljate za enega najboljših poznavalcev razmer na področju jedrske energije v svetu. Pred leti ste bili tudi nominirani za vodenje združenja Vano, svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn, ampak tudi še nekaj drugih povabil ste imeli, ampak ste jih odklonili. Ocenili ste, da ostajate v vašem Posavju, v Krškem. Vas ni potegnilo v širni svet? Ja, dejstva kažejo, da me ni potegnilo. Ne? Zdaj, zakaj me ni potegnilo, bi rekel, da sem nekako sledil neki notranji orientaciji ali pa intuiciji, nekemu notranjemu vzgibu, da je moje mesto tukaj. No. Tukaj, kjer sem, na tem mestu, v tem okolju, da je to tisto najpomembnejše, no, kjer lahko prispevam še vedno v primerjavi z ostalimi nekimi izzivi. Kar zadeva neke vpetosti v evropske ali pa globalne razmere na področju jedrske energetike, sem tudi na ta način še vedno vpet v te razmere in tudi delujem znotraj te naše organizacije. Sem bil aktiven, še vedno sem, tako da nosim tudi del te kolektivne odgovornosti, da so vsi uspešni, da so vsi, kar se da, na pravi poti, tako da me to v celoti zadovoljuje, no, in mislim, da je prav tako, da sem se tako, na nek način tako odločil. No. Še vedno ste seveda močno vpeti v ta strokovni svet in v organizacije. Ena izmed nagrad, priznanj, pa je seveda tudi ta nagrada, ki je na mizi. Nagrada, ki vam jo je podelila Svetovno združenje Vano. Ja, to se je zgodilo leta 2010 iz razloga, če ga na kratko definiram. Takrat sem vodil eno delovno skupino, ki je izvedla celovito posodobitev, organizacijsko preobrazbo in posodobitev cele organizacije z enim samim ciljem, da bi dosegli večjo, bi rekel, aktivnost in participacijo vseh članic združenja. Tako da je bil to kar en relativno zahteven projekt, no, ki je rezultiral z odobritvijo vseh članic na dvoletni skupščini nekje na Kitajskem, v Beijingu, se mi zdi, da je se to zgodilo. In takrat je bila ta nagrada podeljena. Kje jo hranite doma? Ja, hranim jo sicer v mojem kabinetu, skozi katerega se vedno bolj sprehajajo vnuki in vrtijo ta globus, tako da tu ali tam kakšen vijak popusti in globus odleti. Vnuki zavrtijo vaš globus, vi pa pogosto zavrtite tudi pedale na kolesu. Pravijo, da ga ni klanca, da ga ni hriba, ki bi ga, če se trmasto zavežete, da ga boste prevozili, tudi prevozite. Je temu res tako? Ja, kolo je ena od mojih ljubezni, ne, to lahko razkrijem, ki se je nekako porodila v srednješolskih letih, ko sem pač vsak dan se odpeljal
na 10-kilometrsko pot do šole in nazaj in od takrat naprej sem tudi to kolo res vzljubil. Ne? Včasih človek vzljubi tiste stvari, ki so mu mantra. To se dogaja. Tako da ja, danes rekreativno imam kolo zelo rad in izkoristim pač vsako priliko in lep dan, da se podam na kako turo. Slovenija je idealna za kolesarje in za kolesarjenje, tako da ne potrebuje dogovarjanja s komerkoli, tako da je zelo prikladen šport ali pa hobi in sem vesel, da sem v takem okolju, kjer je mnogo kolesarskih stezic. Nekoč je en kolesar razlagal, da težko sem vozil klanec. Mislil sem, da ne bom zmogel. Pa sem ponovno zavrtel pedala. Pa sem mislil, zdaj pa res več ne zmorem. Vendar na koncu pravi, tako sem samo mislil in zmogel sem. Verjetno je tako velikokrat tudi v poslu, tudi v vašem poslu, ko navzven zgleda vse tako, kot mora biti in dejansko potem tudi tako je, ampak pot do tja pa največkrat ni ravna. Tudi vi ste se gotovo soočali s takimi ali drugačnimi izzivi, če temu sodobno tako rečemo. Ja, kot rečeno, moja pot skozi življenje je bila izjemno zanimiva. Ne bi je zamenjal za kakšno drugo, je bila tudi težka. Ja. Tako da drži. So izzivi, so preizkušnje, ki so težke, ki jih zmoreš, pa prej nisi verjel, da bo šlo. Vendar ja, prednost je ta, vsaj sam sebe tako razumem, da mi bremena niso bila v življenju nikoli težka. No. Da ne rečem pretežka, nikoli se nisem otepal ali pa branil v takih ali drugačnih delovnih izzivov. Ne. Nasprotno, bolj sem se raje postavljal v prvo vrsto, kot pa se držal v ozadju, če je bilo potrebno sprejemati take ali drugačne odgovornosti, oddelati takšne ali drugačne naloge, tako da to mi je nekje v meni, v moji naravi, tako da napori mi niso naporni. No. Morda pa bi bilo dobro vedeti, kako se naučiti znova moliti. Našla sem neko knjižico, tako drobno, slučajno v moje knjižnice mi je prišla pod roke, verjetno tudi že z namenom. Ja? Morda v današnjem času, v času covida, v času zaprtja, v času razdvojenosti, dvoumnosti, stresov, mnogi iščemo pot do svojega Boga, pot do molitve. Kako vi molite? Ja, zdaj z molitev je pravzaprav pogovor. In molitev ni neka tehnika, zdaj bom pa to in to delal, pa bom to in to dosegel. Pri molitvi ne gre tako. Molitev je pravzaprav odnos. Mi dva, ki sva se srečala, sva se drugega sprejela, sva začela pogovarjati, sva začela drugega spoznavati in tako se začne. Se pravi, zdaj, kaj človek naredi? Na človeku je to, da sprejme ljubezen, ki mu je dana. Ker pri Jezusu Kristusu, v krščanstvu, mi odgovarjamo pravzaprav na ljubezen, h kateri smo že poklicani. Bog nas je prvi ljubil in se nam je tudi razodel, se nam je tudi pokazal. Zdaj, mnogi bi radi po nekih bližnjicah, pa na hiter način prišli do nekih rezultatov, da bodo v sebi našli nek smisel življenja. Bližnjic v duhovnem življenju ni. Na splošnem življenju ni bližnjic. Lahko so kratkotrajni uspehi v teh bližnjicah, ampak potem
se največkrat zgodi, da še globje padeš, kot si bil. En tak red, ki vlada, nekako je delo in molitev skupaj povezano. Samo molitev brez dela ne bo te deješ. In samo delo, brez da bi se človek tudi zatekal k molitvi, a pa da bi svoje delo usmišljal zaradi vzroka od zgoraj, če smem tako reči, bo tudi prazno. Najbolj pomaga človeku služenje. Samo, da ti normalno delaš, kar delaš, ampak da tudi služiš. Kakšnim ljudem, ki se v življenju malo zgubijo, ki ne najdejo smisla, ki so nesrečni, in jaz kar predlagam, dajte se vpisati kakšno prostovoljno, se pravi, dejavnost, ker boste s svojim prostim časom nekomu pomagali, ali to Rdeči križ, ali Karitas, ne nazadnje prostovoljno gasilsko društvo, kjer boš najdel eno dobro društvo, skupaj boste pa nekaj dobrega naredili. Vključil se v župnijsko skupnost, v molitveno skupino, ampak moraš pa včasih kakšen korak narediti. A ne, da Bog ti ves čas trka na vrata srca. Ti moraš pa narediti korak, da ta vrata odpreš. Bog se ne sili. Se mi zdi, da imam včasih občutek, da Bog, ki ga oznanjam, ima za svoje prvo pravilo svobodo. In ne bo on nikoli posegel v tvojo svobodo. Sam se moraš za njega odločiti in odgovoriti. Zdaj imam program Katehumeni. To je program, kjer se odrasli ljudje pripravljajo na prejem zakramentov. Recimo, da z določenih razlogov niso hodili k verouku ali pa niso šli k sveti birmi, niso bili krščeni, ker mogoče starši niso do tega čutili, pa so sedaj v odraslim dobi poznali vero ali pa jo začutili, pa v njej slišali in zdaj hodijo k meni na pripravo. Jih pripravljam in razlagam. Imamo zdaj skupino 7 trenutno, ampak mislim, da se še eni zanimajo. Zdaj, kolej, vi, ki ste prišli na ta program, ste pravzaprav odgovorili na en klic, ki je nastal znotraj vas. In odpirate vrata Bogu, da bi v vašem življenju deloval. Tako da molitev ni nekaj denjega, ampak je pravzaprav eno hrepenenje človeka, da se pogovarja s svojim odrešenikom. Molitev je nekaj spontanega. Jaz molim tako v avtu, kot takrat seveda, ko mi je hudo, ali pa takrat, ko rečem, joj, Bogu hvala za vse stvari, ki mi prihajajo naproti. Se pravi, je del življenja, je kot dihanje. Molitev je lahko, morda, ko vas poslušam, kot prošnja, kot zahvala, ki jo tudi sam osmisliš, ne? Siguren, samo, človek, ki samo v sebi išče stvari, bo lahko hitro razočaran, ker v samo odrešenja ni. Človek samega sebe zelo težko reši. Človek, ki se samo s sabo ukvarja, bo najverjetneje bolj kaj nežalosten, ker zanimivo, ljudje smo tako narejeni, da sebe najdeš šele takrat, ko ti sebe bližnjemu daješ. Najbolj si v življenju srečen, ko v življenju ti kaj dobrega za bližnjega narediš. Najbolj si srečen, mi se tudi radi obdarujemo zato, ker je zelo prijeten trenutek, ko ti nekomu nekaj daš in ga razveseliš. Šele ko sebe zgubljaš, sebe najdeš. In to se lahko, recimo, lep zgled tudi Peter opeka tega, ali pa mati Terezija, ali pa na tisoče ljudi, ki so v življenju mičkano na sebe pozabljali, ne do tiste točke, ko se človek čisto zanemari. To je čisto drugo. Pozabljati na sebe pomeni, da daš v enem trenutku večjo prednost bližnjemu kot sebi. Sej, mož pa žena, če želi, da njun zakon laufa v življenju, morata nujno drug na drugega na sebe pozabljati. In se morata posvečati, mož gleda na ženo in žena gleda na moža. Sanje svoje pa ste našli v svoji prvi ljubezni. Ja, mojo prvo ljubezen sem jaz spoznala že v najstniških letih. Ne znam niti prav besediti, kaj me tako močno fasciniralo, ampak jaz sem bila očarana nad njim, neka skrivnostnost, neka aura ga je obdajalo in čeprav so mi vsi govorili, da ni zate, jaz nikogar nisem poslušala, jaz sem enostavno bila v tem primežu in enostavno sledila, da je to ta prava pot.
In ja, je bil moja velika ljubezen, z njim sem bila skupaj 21 let in v tej ljubezni se nam je rodil tudi sin. Ampak v svoji knjigi zelo nazorno razkrivate in svojo življenjsko usodo nekako postavljate pred širšo javnost, tudi s podukom, da se da kriza, v katero človek zapade, ko se zakon zamaje, tudi prebroditi. Prvi vaš zakon se ni obnesel. Ni se obnesel, zaradi tega ne, ker v intimne odnose, v partnerske odnose, oziroma pravzaprav v vse odnose vstopamo, ampak seveda najbolj izrazito v partnerske odnose vstopamo zaradi ljubezni same. Vendar ljubezen nikoli ne zadostuje ni porok za trajno srečo v zakonskem odnosu. V svoje partnerske odnose prenesemo tudi svoje najgloblje rane, svoje razočaranja, svoje bolečine, ki jih nosimo v svoji podzavesti, ki so se nekoč, največkrat v otroštvu, naselili o nas, ampak od tam vplivajo na kakovost našega življenja, določajo, kako bomo živeli svoje življenje, kakšne partnerje se bomo izbrali. In potem se vse te bolečine izrazijo v partnerskem odnosu in ker se ne znamo učiti še te lekcije, kako biti dober partner, kako prepoznati ranjenosti v sebi in drugih ljudi in jih nadgraditi, ker je naloga odnosov je prav učenje, da bi postali boljši, modrejši, zrelejši ljudje. Na neki točki omagamo in zapustimo odnose zato, ker je polno čustvene drame, polne bolečin in razočaran. In po 21 letih sem se jaz tako odločila, da zapustim prvi zakon, zelo težko, ker nisem želela sinu razbiti družine, vzeti očeta, doživela sem sama to usodo, zato sem z odhodom dolgo odlašala, ampak na neki točki enostavno nisem zmogla več. V prvem zakonu vama je rodil tudi sin Jernej. Kako je vaš sin sprejel vašo odločitev? Takrat je bil star 10 let in je rekel, mami, že prej bi morala iti, samo kregala sta se. In dejansko mi je potrdil, da izgovor, da ostanemo skupaj z nekom zaradi otrok, je zelo slab izgovor. Je izgovor. V bistvu ostanemo zaradi lastne nemoči, ne zaradi otrok, ampak zato, ker sami nimamo dovolj poguma, dovolj zrelosti, da bi znali spoštljivo in mirno zaključiti odnose, ki so se izpeli in potem se morajo najprej zaplezati v neke skrajnosti, predno mogoče potem zmoremo ta korak. Je pa sprejel zelo dobro. Z očetom je ohranil povsem enakovredne stike in nikoli nisem stala med njima, ker to je njun odnos, najin odnos z njegovim očetom pa se pač na tisti točki zaključil. No, iz svojih lastnih življenjskih izkušenj, tako tudi v knjigi podajate ključ, da je potrebno stopiti predvsem vase in da odnosi, ki se več ne obnesejo, naj na nek način tudi več ne trajajo. Res je, ker če ostajamo v odnosih, ki nas ne osrečujejo, ki so samo še ena lepljiva gmota, v kateri ni možnosti rasti, kjer se nihče več dobro ne počuti, kjer več ni lahkotnosti, mehkobe, prijaznosti, ljubezni, harmonije, niso odnosi, v katerih bi lahko kot posameznik rastel in napredoval, še manj pa otroci. Zato jih je potrebno zaključiti, ampak pomembno je, da jih modro in z človeško zrelostjo zaključimo. Veliko ste zapisali in spregovorili v knjigi tudi o vašem sinu in v njegovo poglavje pospremili s citatom Pabla Coelha. Otroci lahko odraslega naučijo 3 stvari. Da je srečen brez razloga, da je vedno radoveden in da se za nekaj neumorno bori. Moj sin me je res veliko naučil. To je darilo mojega prvega zakona. Po naravi je moje popolno nasprotje. Umirjen, zadržan, ciljno usmerjen, predan svoji poti. Učil me je, da se lahko stvari počakajo, da ni treba na prvo žogo se odzvati ali pa vedno vse narediti v istem dnevu, tako kot je značilno zame. In on je znal
tudi v kriznih situacijah, ki sem jih jaz imela, mirno sprejeti te zunanje okoliščine in zase poiskati najbolj optimalno pot, da je za njega dobro, da v bistvu, ko je videl, da sem jaz v krizi, je znal biti on steber sam sebi in tudi meni na nek način. No, zanimivo je v vašem življenju marsikaj, med drugim tudi to, da ste na nek način ljubitelj teatra, pisali ste za teater, igrali ste tudi v teatru in tudi v Novem mestu ste se postavili na odrske deske, če temu lahko tako rečeva. V vašem 75. letu starosti ste igrali v teatru v režiji Matjaža Bergerja. Konkretno 11. novembra je bilo to, leta 2011, torej kar 10 let nazaj, v Brechtovi drami. No, jaz moram reči, da sem od nekdaj ljubil teater. Že kot otrok sem pisal ene tekste in sem prisilil otroke na naše dvorišče v Ljubljani, da so igrali posamezne vloge. Jaz sem pa bil režiser, pa glavni igralec, seveda. Pa smo pa starše prisilili, da so hodili te igrce gledati. Kot novinar sem napisal 2 satiri. Ena je bila Pridržanje do iztreznitve, tukaj sem imel velike izkušnje v tistem času. Druga je bila pa Srečka in obe satiri so igrali v Mestnem gledališču ljubljanskem. Pa sem ugotovil, da pravzaprav slovenski pisatelj nima kaj veliko možnosti za preživetje, če ni posebej znan. In sem zato zapustil pisanje gledaliških del in se podal v zasebni sektor. Bil sem odvetniški pripravnik in polodvetnik in odvetnik sem ves čas. Mi je bila pa igralska umetnost vedno blizu. Jaz sem celo razmišljal nekaj časa, da bi šel na igralsko akademijo, ampak pa sem šel glede na izkušnje, ki sem jih imel takrat z gledališči, sem šel raje na pravo. Res je, prijatelj Matjaž Berger me je povabil, da sem igral tudi, kot ste povedali, v neki Brechtovi drami. In sicer Matjaža je navdušil en dogodek iz moje prakse. Namreč, ko smo se pripravljali za obrambo kosovskih rudarjev, se je vrsta ljubljanskih odvetnikov javila, da so pripravljeni iti brezplačno zagovarjati kosovske rudarje. In to je bilo res eno veliko dejanje ljubljanskih odvetnikov, ki so zapustili svoje pisarne in šli za več mesecev na Kosovo. To je Matjaža tako impresioniralo, da je vključil ta dogodek in ta dogodek sem odigral jaz. Ker sem pa seveda bil odvetnik in nisem bil igralec in nisem mogel hoditi na vse predstave, so mene na video posneli, drugi igralci so pa v živo nastopali. Pa kljub temu na nek način ste bil tam v živo, kot ste tudi nocoj pri naših gledalcev sediva v studiu, pa vendar sva v domovih številnih Slovencev. Zgleda, da mi je Dolenjska pri srcu, da mi je blizu, skoraj sem se rodil na Hmelniku, bil sem odvetnik v Trebnjem, še danes so kakšni prijazni do mene, če grem v Trebnje. Takrat sem bil tudi član novomeškega območnega zbora odvetnikov, igral sem v Novomeškem teatru, obiskujem predstave tega uglednega teatra in bil sem zelo vesel, ko ste me povabili na pogovor v znameniti studio Novomeške televizije. Morda pa se vendarle še dotakneva nečesa, kar vam je najbolj ljubo, najbolj drago, kar nosite vse življenje v svojem srcu, to je vaša družina. Ja, za mene je družina najpomembnejše v življenju. To je celica, kamor se lahko
če imaš urejeno družino, zatečeš v stiski, dobiš pomoč in tako dalje. Jaz sem imel izjemno srečo z mojimi otroci. To je predvsem zasluga moje pokojne soproge, ki je bila učiteljica. Strogo jih je vzgajala. Moram reči, da je glede na mojo mladost vzgojila tudi mene. Rok je, kot je znano, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Aleksander je predsednik UEFA, Združenja evropskih nogometnih zvez. Najmlajša hči je pa profesorica na fakulteti za arhitekturo. Ta naša povezanost, medsebojna ljubezen, to je moje največje bogatstvo. Seveda vaše veliko bogatstvo, največje bogatstvo, pa so tudi vaši vnuki, ki jih ali ste jih učili tudi nekaterih športnih veščin, ne? Ja, jaz imam 6 vnukov, in sicer 5 deklet, pa enega fanta. Aleksander je enkrat prišel k meni, je mislil, da se mogoče premalo posvečam vnukom. In je rekel, a ti sploh veš, koliko imaš vnukov? Sem rekel, seveda vem, 6. Je rekel, a ti sploh veš, koliko jim je ime? Sem rekel, Aleksander, seveda vem, ne. No, pa sem pa sklenil, da jih bom učil karate, ki sem mu posvetil 30 let treninga z japonskim trenerjem in sem ta najmlajše 3 učil 2 let karate in smo se obvezno tako družili vsak teden. Danes sta najstarejši 2 vnukinji, odvetniški kandidatki, že zaposleni v naši odvetniški pisarni. To je Gaja in Nina. Gajina sestra Hana je profesorica umetnostne zgodovine. Neža in Ana končujeta srednjo šolo oziroma osnovno in ju Aleksander že nagovarja, da bi vpisali pravo, ko bosta končali, ne. Najmlajši Peter je pa strasten nogometaš, star je 17 let in že član državne reprezentance do 17 let, 3-krat na dan trenira, tako da v naši družini izgleda poleg prava bo tudi nogomet in pa umetnost. Tako cajten jih piše, no, tak se govori. Jaz to ne verjamem, jaz prijatelje imam, to so haloški kmetje, jaz rad jih imam. Prek Drave doma je prijatelj moj drag, v dobrem in slabem, on moje pajdaš. Nisva boljša, ne slabša, kot so drugi ljudje, tudi nisma bogata, niso penezi vse. Zato na prijateljstvo dvignimo glas, naj z nami ga spije, kdor naš je pajdaš. Naj mir bo med nami, ne hude krvi, je sreča največja, če zdravi smo vsi. No in takole so začela tole oddajo nostalgično. In pravzaprav res, ko ta leta hitijo,
zgubiš tudi prijatelje. In pravzaprav danes nekako razmišljam, da jih imaš več na pokopališču, kot pa jih srečuješ na cesti. Tudi tale, seveda, ne pozabim, Martin Sagner, Dudek je bil eden tistih, 40 let sva bila prijatelja in ob neki priložnosti mi je rekel, ali slovenščina nima grdih besed. Sem rekel, zakaj pa to sprašuješ, Martin? Rekel, ker si midva v vseh teh letih nisva izrekla niti ene same slabe besede. Res sva bila velika prijatelja in pravzaprav se ne zgodi to velikokrat ali pa se nikoli ni, ampak ob njegovem slovesu, na njegovem grobu sem spregovoril tudi jaz. Tudi Nele Ržišnik, tiste nepogrešljive Marice Hrdalo, ki je zagotovo ostala v srcih vseh Slovencev, seveda ni več. Tiste, ki si je izmislila nenazadnje moj lik Jake Šraufcigerja in ki je me podučila, je rekla, nekaj si zapomni, ne? Ne reči nesposobnemu, da je nesposoben, ker boš potem videl, zakaj je sposoben. In še en tak prijatelj je, ki ga ni več, to je legenda pravzaprav filma Demeter Bitenc, lahko bi rekel enciklopedija znanja, imeniten gospod, ki je bil še kako popularen tudi na nemško govornem področju in midva sta takole vsako leto najmanj 4-krat bila gosta na velikih prireditvah in moram reči, da so ga povsod sprejeli z stoječimi ovacijami. In za njega lahko samo rečem, da škoda, da sem ga tako pozno spoznal. To je seveda samo iskrica, samo delček iz mozaika vsega tega, o čemer se bova pogovarjala ta večer. Ja, začela sva pravzaprav pri tistih, ki so tako ali drugače zaznamovali naš vsakdan, predvsem v dobrem pomenu besede, in jih danes ni več med nami. Ko sem se pripravljala na tale najin današnji pogovor, za katerega sva se pogovarjala že približno 2 leti, kaj ne, Vinko? Ja. Sem zasledila en čudovit stavek, ki si ga pospremil v slovo prijatelju, s katerim si odpel tudi to pesem. Bi ga podelil z nami? Ja, jaz sem takole rekel na koncu tega mojega govora, takrat seveda na zagrebškem Mirogoju. Rekel sem, ko sonce življenja ugasne, se prižgejo zvezde spominov in ti so večni. In zares tudi sedaj, v začetku si rekla ob ustvarjanju te moje knjige, sem ugotovil, koliko sem vseh stvari naredil, koliko sem vse ušpičil v tem življenju in pravzaprav se včasih sprašujem, ali je bilo to vse res mogoče, da se je vse to zgodilo, da se je vse to dogajalo. Ampak se je in vesel sem, da se je. Ko sem prebirala kar izjemno zajeten kup gradiva o tebi, o tvojem delu, tedaj sem šele spoznala, da te pravzaprav niti ne poznam. Toliko vsega si počel, toliko vsega si dajal nam, ljudem, naši domovini, pa seveda ne nazadnje tudi svetu, kje pa vsod si bil. In prepričana sem, da se mnogi naši gledalci danes zelo spominjajo tistih tvojih morda prvih začetkov ali pa prvih slavnih začetkov. Malo mlajši morda pa te bodo spoznali na nek način, če te še ne poznajo ta večer, ali pa preko družbenih omrežij, kjer si tudi zelo aktiven. Ja, res je. Nekako sem poskusil uporabiti tale Facebook, da sem ponovno obudil lik Jake Šraufcigerja in seveda prav mi je prišla tale pandemija ali pa tale COVID-19. Mal sem tuhtal, kaj bi vse to pomenilo. In seveda potem to povedal. Sin me je posnel doma in pravzaprav več kot 100 000 je bilo teh ogledov takrat prvič in bil sem kar vesel in presenečen, da ljudje, da me niso pozabili in da so še vedno veseli, da se oglasi ta njihov dobri stari Jaka.